Če ste za to, začnemo. Lepo pozdravljeni na webinarju Mladinske knjige. Sem Milivoj Stankovič, urednik za geografijo na Mladinski knjigi že kar mnogo let. Z nami je danes, kot je bila tudi zadnjič, kolegica, soavtorica Eneja Baloh. Eneja, živjo. Lepo pozdravljeni, vsi prisotni. Ja, nekje v ozadju sodeluje še kolegica Marija Lampret, ki vam lahko kaj odgovori v vezi s promocijo, cenami in tako naprej, če bo potrebno. In mislim, da se tudi nekje v ozadju na nek način skriva Bojan Lenart, tretji član naše soavtorske skupine, ki je ustvarjal učbenike za geografijo, o katerih vam bo danes Eneja veliko lepega in zanimivega povedala. Približno, ali pa po moje še bolj zanimivo, kot je bilo zadnjič, ko smo imeli webinar o učenju nadaljavo, ki ste ga zelo pohvalili in katerega na nek način ponovitev ste želeli in želeli ste, tukaj imate. Tako da vsi lepo srčno vabljeni, me veseli, da ste z nami. In kar predajam besedo Eneji, ker ima res veliko za povedati. Izvoli, Eneja. Hvala za besedo. Še enkrat en lep pozdrav vsem. Torej, namen današnjega webinarja je predvsem ta, da se bomo nekoliko pogovorili oziroma poskusili poiskati neke rešitve, kako pri pouku geografije v teh razmerah, v katerih se sedaj nahajamo, narediti pouk učinkovit, pa tudi v določeni meri avtentičen. Jaz bi vas tukaj na samem začetku povabila k razmisleku, in sicer kakšen je vaš pogled na zagotavljanje te učinkovitosti, in bi vas prosila, da se povežete na menti.com, vtipkate kodo in odgovorite na zastavljeno vprašanje. Ko boste odgovarjali na vprašanje, dajte imeti v mislih tisti razred, ki ste ga danes nazadnje zapustili, in kakšno je vaše mnenje o zagotavljanju neke učinkovitosti dela, poučevanja in pa učenja prav v tem enem razredu. Tako da dajte si v misli ta en razred. Tukaj imate zapisano kodo, ki jo je potrebno vtipkati, bom pa sedaj delila tudi menti, tako da bomo videli potem tudi vaše odgovore, ki jih bom prebrala. Takole. Torej, kako učitelj omogoči, ustvari, zagotovi učinkovit pouk geografije. Torej, vtipkate menti.com, vtipkate kodo, ki je tukaj zgoraj zapisana, in zapišite vaše mnenje. Jaz vam pa danes v nadaljevanju webinarja prikazala svoj pogled na to, kaj lahko učitelj in kje se začne vloga učenca pri zagotavljanju te učinkovitosti in pa tudi avtentičnosti. Če pa imate kakršnokoli vprašanje, lahko napišete vprašanje vmes v Q&A, torej v question answer, in vam bomo sproti tudi kakšen odgovor poskusili podati. Jaz zaenkrat še ne vidim vaših odgovorov, tako da, če so težave, mi dajte nekako sporočiti. Prvi odgovor se je pojavil, najlepša hvala za podan odgovor. Bom počakala še nekaj časa, da pridobimo še kakšno vaše mnenje, pa bomo potem prebrali.
bom kar tole vam razkrila, nekaj odgovorov se je že pojavilo. Torej, kako učitelj omogoči, ustvari, zagotovi učinkovit pouk, torej da pouk aktualizira, da učence motivira, da naredi kvalitetno pripravo, ki vsebuje predvsem vključenost učencev z dinamiko pouka, predvsem z različnimi metodami, načini dela ter dobro motivacijo, tako da se vživi v učence empatija, podajanje učne snovi skozi zgodbe in gibanje, s pozitivno klimo v razredu, s tem, da motivira in aktualizira pouk, tudi tako, da aktualizira trenutno dogajanje v pouk. Torej, v največji meri se odgovori nanašajo na neko aktualnost, na motivacijo, ki je zagotovo v tem trenutku en velik izziv za vse nas in za učence, ki prihajajo v šolo po tem daljšem obdobju poučevanja na daljavo. Bom potem proti koncu, tako da vas prosim če še kdo želi podati svoj razmislek, ga zapišete, bom pa potem na koncu še enkrat pogledala, če se je morda še kakšen odgovor pojavil. Tako torej, namen današnje predstavitve je, da si pogledamo neke možnosti zagotavljanja učinkovitega učnega okolja in zagotavljanja neke avtentičnosti v teh razmerah, v katerih se sedaj nahajamo. Pa preden grem na konkretne vsebine, bi vam rada predstavila tako en moj celostni pogled na vlogo učitelja in na vlogo učenca v tem procesu, predvsem učinkovitosti. Torej, učitelj je tisti, ki je odgovoren za to, da interpretira, prenese sistem do učencev, torej cilje, ki so zapisani v učnem načrtu, in to naredi z letno pripravo. Potem pa učitelj pripravlja učno enoto in tako, kot ste sami napisali, da mora biti pouk dinamičen, različen, tudi avtentičen v tem kontekstu, predvsem zato, da učencem zagotovimo učinkovito učenje že pri samem pouku. In tukaj je tista ključna točka, ko lahko začnemo govoriti o učinkovitem učnem okolju. Torej takrat, kadar celotni skupini, ki jo imamo pred sabo, zagotovimo možnost učenja ciljev ali pa doseganja ciljev, ki smo jih zastavili. Kolikšna je učinkovitost dejanskega doseganja teh ciljev, pa seveda odvisno od učencev, njihove motivacije, njihove angažiranosti in nenazadnje tudi njihovih sposobnosti. Učitelj pa je tisti, ki mora učenje tako zastaviti, da bo doseglo različne spektre učencev, ki jih imamo v razredu. Tukaj je zelo pomembna tudi vloga formativnega spremljanja, pa ne na strani učitelja, ki bo to delal, ampak predvsem je tukaj učenec tisti, ki mora prevzeti odgovornost za svoje znanje, za svoje učenje in nenazadnje za dosežke, ki jih v celotnem tem sklopu pridobi oziroma usvoji. No, in boste rekli, da po vsem tem idealističnem, kar sem napisala, kje pa je zdaj ta naša stvarnost in naša realnost. Zato sem rekla, razmišljajte o zadnji skupini, ki ste jo imeli pred seboj v razredu. Dejansko se srečujemo z izjemno raznolikimi skupinami otrok, oddelki. Učitelj geografije poučuje od 6. do 9. razreda, to pomeni, da se srečuje z, recimo na naši šoli, kjer smo 3 oddelčni, z nekaj več kot 200 učenci vsak dan. Od nadarjenih učencev do učencev s posebnimi potrebami, do učencev tujcev, Romov. In v tej situaciji se nam pojavljajo, torej zaradi tega obdobja pouka na daljavo, tudi učenci, ki so nemotivirani, čeprav so običajno bili, učenci z abstinenčnimi krizami, torej učenci, ki so preživeli dneve in noči na igricah in sedaj morajo sedeti in živeti v nekem drugem, ne tako stimulativnem okolju. In predvsem se srečujemo z učenci z velikimi razlikami v predznanju. In kako zdaj za vse te oblačke, ki so tukaj zapisani, za vse tiste učence, ki so nekje vmes med temi oblački, zagotoviti
oziroma načrtovati učinkovit pouk geografije. Ja, boste rekli, da učitelj zdaj mora za vsakega poskrbeti posebej. Jaz na to zgodbo gledam nekoliko drugače. Nikoli nisem razmišljala v kontekstu moram za tega ali pa za onega pripraviti nekaj drugače, ampak sem vedno razmišljala bolj holistično oziroma v kontekstu inkluzivne kulture. To pomeni načrtovati tako, da se v kontekstu posamezne ure ali pa nekega sklopa ur najdejo notri čisto vsi učenci s svojimi posebnostmi, značilnostmi in je za njih potem v nekem segmentu to lahko učinkovito. In danes bi vam želela predstaviti na konkretnih primerih, ki sem jih izbrala, in sicer za pouk geografije v 6. razredu, kako doseči to učinkovitost v tem obdobju, v katerem se sedaj nahajamo, torej ko imamo še nekaj malo časa, bom tako rekla, da te otroke pripeljemo do konca šolskega leta. Izbrala sem si 5 ključnih, bom rekla, elementov, za katere menim, da so v tem trenutku zelo pomembni in na katere se je potrebno osredotočiti, zato da se ne zgubimo v vsem tem, kaj je bilo, kaj ni bilo, kje so otroci in tako dalje, ampak da skozi to usmerjeno delamo z njimi naprej in zadostimo ali pa dosegamo tiste cilje, ki so v tem trenutku najbolj ključni. Torej, zelo pomembno je, da jasno postavimo standarde znanja, ki jim bomo sledili in učencem te predstavimo na njim razumljiv način in hkrati upoštevamo neko taksonomsko strukturo. Pokazala vam bom nekaj primerov, kako konkretno z šestošolci to narediti. Potem se mi zdi zelo pomembno, da se ukvarjamo tudi z učenjem učenja, ker če otroke urimo s to veščino že pri samem pouku in če se veliko že pri samem pouku naučijo, je tukaj učinkovitost zagotovo dosežena. Potem, tako kot ste tudi sami omenjali v vaših zapisih, aktivna vloga v procesu učenja in predvsem ozaveščanje te aktivne vloge pri učencu, torej zakaj so bili zdaj aktivni, kaj so s tem dosegli, kaj so se naučili, spremljava in nazadnje, kako potem to vrednotiti na tak način, ki nam ga sedaj to obdobje omogoča. Tako da bi začela kar z prvim, torej standardi znanja, torej zelo pomembno izhodiščno stanje. Ampak kaj je problem? Zdaj, ko prihajamo nazaj, ko smo prišli nazaj, ugotavljamo, da imajo učenci izjemno različno izhodiščno stanje, tudi za stvari, ki naj bi jih že nekako usvojili. Zato je tukaj zelo pomembno, da tega ne spregledamo, ampak da nekako poskušamo tiste učence, ki zaostajajo z delom, torej ki niso bili aktivni ali pa ki niso zmogli v času pouka na daljavo, nekako pripeljati do tistih temeljev, s katerimi lahko potem nadaljujejo z delom, s tem, da otroci morajo tukaj seveda sami najprej narediti velik korak. Učitelj lahko usmerja, otroci odgovornost, koliko bodo tukaj napredovali in nadoknadili, je pa na strani učencev. Zelo pomembno je torej preverjanje in motivacija in da otroci za vsako uro posebej, pa tudi na začetku posameznega sklopa, vedo, kaj se bodo danes naučili in na koncu ure nekako zavestijo, kaj so se naučili. Torej tiste stvari, ki so take na ravni minimalnega ali pa na ravni polne, naj bi jih obdržali, bom tako rekla, v svojih glavah, ko se pouk geografije zaključi v posamezni uri. Sedaj vam bom pokazala na primeru geografije v 6. razredu in sicer mislim, da se vsi približujemo ali pa morda ste že začeli, pri nas smo že začeli z sklopom podnebne značilnosti Zemlje, torej toplotni pasovi, zato bom vse vsebine, ki jih bom prikazala na primeru tega poglavja, za katerega predvidevam, da ga boste obravnavali v kratkem in boste potem lahko tole tudi uporabili v praksi, kolikor vam bo zanimivo, uporabno in koristno.
Torej, tukaj imamo sedaj primer uvoda v novo poglavje, kjer imamo nastavljeno na eni strani so te poudarki, torej standardi znanja, ki so zapisani na učencem razumljiv način, na drugi strani imamo preverjene predznanja z motivacijo. No in tukaj recimo, če najprej pogledamo tole nalogo, tukaj so otroci pozvani, da za prijatelje iz teh 4 navedenih krajev predvidijo, kaj si morajo obleči, če bodo v te kraje odpotovali na današnji dan, torej na tisti dan, ko se pač ta sklop obravnava. In tukaj skozi to so šestošolci zelo motivirani. Oni dejansko padejo not v to zgodbo. Jaz sem to počela ravno v petek z enim 6. razredom in so se v bistvu še preveč ukvarjali s tem, kaj bodo oblekli, tako da smo mogli potem kar zreducirati, ali da naj bodo to ali poletna oblačila, ali spomladanska, jesenska, zimska, ker oni so šli že v konkretne modne detajle, ki niso potem bili več tako pomembni. Tako da tukaj so zelo padli not v to zgodbo, hkrati pa ta zgodba odkriva neko poznavanje celovitosti. Torej, ali se učenci zavedajo, recimo, da v New Yorku, ker smo na enaki geografski širini, pričakujemo enake temperaturne razmere, da bo v Rusiji, ker je bolj severno, bolj hladno, da v Singapurju, kjer smo v ekvatorju in tako naprej, ne. Torej, tukaj je njihovo izhodiščno stanje, skozi katerega pa lahko otrok sam ugotovi, koliko o tem že zna in kaj bo moral še narediti, zato da bo na koncu lahko suvereno eno tako zadevo rešil, ki je recimo na neki vsakdanji življenjski uporabnosti, ko bomo seveda spet lahko po svetu potovali. No, in tukaj recimo lahko učencem že v prvi fazi damo eno povratno informacijo, tako da jim prikažemo recimo aktualne temperature na svetu in tukaj že dobijo to prvo sliko toplotnih pasov in lahko že skorigirajo recimo svoj odgovor, s tem, da o tem še ne razlagamo, ker to je stvar, o kateri se bomo pogovarjali recimo mesec ali pa tudi več, torej skozi celotno obravnavo tega poglavja. Torej, to je prva faza, ko nekako v grobem ugotovimo njihovo predznanje in jih hkrati motiviramo zato, da se bodo želeli učiti vsebine o toplotnih pasovih. Potem pa naslednja stvar, ki sem jim jo naložila, je pa tale zadeva. In sicer tukaj imamo zapisane poudarke, ki so standardi znanja preoblikovani v vprašanja, ki so učencem razumljiva. Njihova naloga je bila, da v zvezek odgovorijo na ta zastavljena vprašanja, tako kot mislijo, da bi bil odgovor pravilen. Hkrati pa sem jih prosila, da vprašanja, na katera sploh ne znajo odgovoriti, v delovnem zvezku podčrtajo z neko barvo, ali je to rdeča ali katerakoli barva, torej da je jasno že v samem naboru vprašanj, katera vprašanja so tiste, na katera res otrok ne zna nič povedati. Hkrati sem jih spodbudila, da so lahko seveda odgovori napačni in da ne pričakujem od njih, da bodo znali odgovoriti, ker je to vsebina, o kateri se bomo pogovarjali in se veliko o njej naučili. In katera vprašanja pa sem pričakovala, recimo, da bodo otroci nanje odgovarjali, recimo na to vprašanje sem pričakovala, ker smo se pogovarjali o gibanju Zemlje in smo se tega že dotaknili. To zagotovo se reka, če ne drugo, vsaj povejte svoje mnenje, to, kar mislite, vsak ima svoje mnenje in potem bomo videli, kako naprej. In tukaj recimo glede rastlinstva sem jih spodbudila, da naj vsaj napišejo, katero rastlinstvo je prisotno v območju, kjer živijo. Tako da na ta vprašanja so učenci odgovarjali, nekateri so odgovarjali tudi na druga vprašanja, ampak so bili odgovori res zelo mimo vsebine, ki bo kasneje pač pridobljena, vendar ravno to se mi zdi zelo pomembno, ker otroke potem k tem odgovorom konstantno vračam. To pomeni, ko obravnavamo toplotne pasove
torej na začetku odgovorimo na prvi dve vprašanji. To pomeni, po zaključku prve enote, torej spoznamo toplotne pasove in se vrnemo nazaj. Ok, gremo pogledati v zvezek, kako ste odgovorili na to vprašanje dopolni. To je to ozaveščanje, torej učenje tega učenja tudi, kaj smo se naučili, kaj sem znal prej, kaj znam sedaj, in je zelo pomembno, da sami pri sebi dejansko vidijo napredek. Torej, če je bilo prej prazno, sedaj je vsaj ena poved napisana, če je bilo prej napisano popolnoma napačno, je sedaj napisano pravilno, torej je popravil neko predstavo ali pa jo dopolnil, če je bil recimo odgovor v prvotnem pomanjkljiv. Tako, zdaj bi šla na drugo. Torej, zdaj smo pogledali najprej te standardne znanje, torej kako je pomembno, da v bistvu otrokom uzavestimo, kaj se bomo danes učili, in vsakič, ko se nekaj naučimo, in damo vedeti, kje so v bistvu naredili svoj napredek na podlagi prvotnega, torej izhodiščnega stanja. In s tem se zagotovo poveča učinkovitost pri doseganju ciljev oziroma pri potem na koncu beleženju rezultatov oziroma ocenjevanja. Učenje učenja je naslednja faza, ki se mi zdi zelo pomembna, še posebej pri šestošolcih. Mi smo namreč šestošolce vse skupaj videli 2 meseca, nismo jih imeli še priložnosti spoznati, in prepričana sem, da se v 6. razredu zagotovo pogovarjate tudi o tehnikah učenja, predvsem o tem, kako se učiti geografske vsebine, ki jih najdemo na zemljevidih, v atlasu, na tematskih zemljevidih. To je v 6. razredu zagotovo novost, s katero se učitelji geografije ukvarjamo. Je pa pomembno, da preverimo tudi, kako se učijo tudi drugih vsebin, katere tehnike uporabljajo, in jim ponudimo, katere tehnike recimo bi lahko bile koristne pri učenju geografskih vsebin. Torej, že med samim poukom jim ponudimo neke možnosti učenja, torej neke tehnike, jih ozavestimo, zdaj smo se na tak način učili, če ti to ustreza, lahko uporabiš tudi, ko se boš pripravljal na ocenjevanje. Tukaj vam sedaj prikazujem ponovno primer iz 6. razreda, torej mi smo potem že šli tukaj recimo naprej in smo v tej učni uri, torej poleg motivacije, tistih poudarkov, smo že spoznali vse toplotne pasove. Poiskali so pač najprej na zemljevidu te pomembne vzporednike, so jih posebej označili tudi na enem drugem zemljevidu. Tukaj imamo recimo eno tako vajo, kjer morajo te vzporednike zapisati, kjer morajo pobarvati toplotne pasove. Ampak kaj je zdaj ta tehnika učenja, ne? Recimo, jaz ne rada izgubljam, bom zdaj grdo rekla, čas s prepisovanjem v zvezek, ampak želim, če naredimo zapis, da je ta zapis učinkovit in da ima tudi nek učinek učenja. Tukaj je recimo v tem delovnem zvezku so vsebine zelo strnjene, zelo napisane tako eksplicitno za tiste znanja, ki jih otrok potrebuje, brez nekega blaznega balasta v ozadju, zato da res najde tiste ključne informacije. No in tukaj imamo en tak strnjen opis posameznih toplotnih pasov, ki bi lahko kratko malo jih tudi zahtevali, da imajo v zvezku vse to napisano, ker to praktično morajo znati. Ampak ne, jaz sem se tukaj odločila za drugačno zgodbo. Torej v zvezek so napisali samo imena toplotnih pasov, zraven smo narisali tudi, kakšen je vpadni kot Sončevih žarkov, potem pa so bili učenci pozvani, da preberejo te 3 zapise, kjer so predstavljene značilnosti posameznih toplotnih pasov, in si z enim flomastrom, poljubno barvo, podčrtajo vse značilnosti posameznega toplotnega pasu, ki jih morajo poznati. In v zvezek so si morali za vsak toplotni pas zapisati tisto značilnost, za katero oni menijo, da si jo bodo najtežje zapomnili. To pomeni, da so že ozaveščeni, najtežje si zapomnim številke ali pa najtežje si zapomnim neke daljše povedi, torej so izhajali iz sebe, zapisali tisto, kar se jim
se jim je zdelo, da jim bo najtežje uzavestiti. In potem, ko učitelj vpraša, kaj si ti zapisal, kaj pa ti zapisala, hkrati je njihova pozornost pri tem, kar sošolci povedo, večja, zato ker jih zanima ne značilnost kot taka, ampak to na osebni ravni, jih torej zanima, kaj si pa ta sošolka ne bo zapomnila, ali je to enako kot jaz, ali bi ona nekaj drugega, in hkrati, ko ga zanima na osebni ravni, ker take stvari si bolj zapomnimo, hkrati potem je velika verjetnost, da uzavestijo tudi en košček tiste informacije, ki je pa za nas pomembna, torej v geografskem kontekstu, da jo bodo znali. No in na takšen način, torej to je ena od tehnik, bom tako rekla, učenja, veliko več poudarka zagotovo damo na delo z zemljevidi, zato tukaj nisem izbrala nekega konkretnega primera, ampak se mi zdi pomembno, da otroke navajamo tudi to, da znajo povzeti neko besedilo, da znajo izluščiti bistvo, da vedo, na kakšen način si lahko tudi besedilo, geografsko besedilo zapomnijo. Tako, gremo na tretje. Torej na tretjo točko, torej zdaj smo imeli standarde, pa učenja in tretja točka je tale aktivnost, ki ste jo tudi vi navajali kot ključna za to, da zagotovimo neko učinkovitost. Tukaj vam bom prikazala dva primera. Torej en primer na aktivni vlogi učencev pri obravnavi kompleksne vsebine, torej klimograma v 6. razredu. In drugi primer bo pa na tem, kako lahko res neko avtentičnost prinesemo v učilnico, takrat, ko pač ne moremo tega obravnavati v pokrajini. Ker vemo, da avtentičnost v geografiji je terensko delo in je prav, da ga imamo in ga moramo imeti, vendar vsakič in za vse geografske posebnosti pa te avtentičnosti v naravi ne moremo zagotoviti in zato je prav, da poiščemo neke druge poti, neke približke, s katerimi vseeno te zadeve učencem približamo. Torej, najprej grem v klimogram. Namreč klimogram je zgodba, ki sama po sebi, bom rekla, v geografskem kontekstu ni nič kaj takega. Problematičen, če tako lahko rečem, je v tem smislu, da otroci te grafične strukture v 6. razredu, recimo pri pouku matematike, še ne spoznajo, ampak jo spoznajo dobesedno tako, šele v 7. razredu, torej eno leto za nami, ne? In zato tukaj nismo samo geografi, ampak moramo biti tudi malo matematikov. In tukaj imamo v delovnem zvezku, torej tukaj si lahko pomagamo ne samo s tem, kar imajo otroci pred seboj, ampak dejansko uporabimo tudi to, kar vam sedaj jaz prikazujem, torej tale e-učbenik, in dejansko ima učitelj tole na tabli in lahko učencem pokaže, kje, na kakšen način, kako vrisati podatke, ki so v tabeli, ne. Tukaj recimo je zelo pomembno, da prepoznajo to črto, ne, ki je ključna pri temperaturi, da lahko gre pod, pri padavinskih stolpcih gre nad, ker tukaj se oni v tem recimo zgubijo in potem učitelj navede, prikaže nekaj primerov, ne, torej tukaj imamo januar, pa potem stolpec januar, pa tako naprej, pač zariše nekaj primerov recimo za temperaturo, potem učitelj na tabli zariše, razloži, kaj pomeni vmesna vrednost, ne, koliko je tukaj, zato da se ne zgubijo v številkah, torej pokaže nekaj primerov, torej zariše stolpec in potem učenci delajo naprej samostojno. Ampak kaj se zgodi pri takih nalogah, kot je ta, ne, da nekateri otroci bodo to naredili v 5 minutah, nekateri bodo rabili celo uro ali pa sploh ne bodo tega naredili in potem se zgubimo v kontekstu učinkovitosti. Jaz sem si tukaj pomagala in moram reči, da zaenkrat učinkuje. Tako da otrokom že preden začnemo to delati, ponudim dve možnosti. Torej, jaz vem, da bodo otroci, ki imajo na voljo nek čas in v tem času bodo to naredili in tudi povem, kakšen je časovni okvir in imamo tudi štoprco, ki nas v tem malo usmerja. Potem pa imamo otroke, ki vem, da bodo to naredili zelo hitro
bistveno pred neko skupino, ki ima v tem kontekstu težave. Kaj s temi otroki, zato da po svojem izdelku ne bo dolgčas in da učitelj ne bo skakal od enega do drugega in preverjal, ali so naredili prav ali ne. Torej, jaz jim dam, pripravljene imam kartice z rešitvami. Uporabljamo kartice z rešitvami in kartice pomoči. To so kartice, na katere so otroci navajeni, ampak tukaj predstavim zdaj kartico rešitev. Torej, oni vedo, da ko izdelek zaključijo, torej ko bodo narisali kimogram, ostanejo in si pridejo na mojo mizo iskati kartico rešitve, torej narisan kimogram, preverijo pri sebi, če so naredili pravilno, napake odpravijo. In kaj imajo možnost potem, če so recimo to zaključili pred predvidenim časovnim okvirjem, sta dve možnosti. Ena je, da pomagajo sošolcem, ki jim to ne gre. Druga možnost je, da se lotijo nekih miselnih orehov, ki so že vnaprej pripravljeni, zato ker je tukaj neka diferenciacija za otroke, ki so recimo bolj sposobni ali pa konec koncev tudi nadarjeni. In tako da tukaj v bistvu otrok lahko s sodelovalnim učenjem, ker največ si zapomnil, ko nekomu razlagamo nekaj, torej spet se na nek način uči, hkrati sošolec, ki to pomoč potrebuje, jo dobi, ne samo od mene, ker ne zmorem s tem hkrati, ampak dobi pomoč, ki jo potrebuje. Hkrati pa imamo tudi otroke, ki ne želijo na tak način pomagati in so recimo bolj individualistični, in taki otroci se običajno odločijo za te miselne orehe in potem naredijo nek drugačen izziv in ga imajo potem priložnost tudi ostalim predstaviti, seveda, če želijo. Ne želim pa jih tukaj izpostavljati prekomerno, ker potem lahko tudi zaradi tega nečesa ne želijo recimo narediti. No, zdaj pa ta primer avtentičnosti se pa nanaša na obravnavo zmerno toplega pasu. In sicer gre za eno celo učno uro, to, kar vam bom sedaj predstavila. In zastavljena je ura tako, da so otroci prvotno v 4 skupinah. V vsaki skupini imajo v izhodiščnem delu eno rastlinstvo iz zmerno toplega pasu. Vendar to rastlinstvo odkrijejo z svojim tipom, ker je namreč skrito v škatli, v katero lahko vstavijo samo roko, in ker je pač škatla tako zabendirana, da je notri tema, tudi si ne morejo pomagati, če bi v tisto luknjo kukali, ker ne morejo ugotoviti, ne bi pač dobro videli. Torej, imamo 4 škatle. V škatlo, ki prikazuje stepo, dam notri en velik šop trave, v škatlo, ki prikazuje tajgo, eno vejico smreke ali pa jelke, škatlo, ki prikazuje listnati gozd, eno vejico listavca, in za sredozemsko rastlinstvo pa zato, da ne bi bilo enako kot pri listavcih, dam notri eno vejico rožmarina. Torej, otroci v skupini s tem, ko otipajo rastlinstvo, ki je notri, izločijo oziroma potegnejo tisti kartonček, ki prikazuje njihovo rastlinstvo. Torej, oni imajo na mizi vsa ta rastlinstva zapisana, torej te kartončke, in vzamejo tisto, za katero menijo, da je notri v škatli. Seveda, preden gremo naprej, tukaj preverim, če so res izbrali pravo rastlinstvo. Moram povedati, da imajo otroci tukaj kar težavo, ker jaz jim ne pokažem, kaj bo v škatli. Torej, jim ne pokažem vse 4 vejice in da potem oni se odločijo za eno od tistih, ki so jih videli, torej ne vidijo tega rastlinstva, ampak to ni za njih prva izkušnja, vse to so že videli, ampak dejansko na otip je čisto eno drugo čutilo, ki se jim tukaj aktivira, ki ga ne uporabljajo, in zato niso prav prepričani, kaj tipajo. Čeprav na prvi pogled zgleda zelo enostavno, za njih ni. No, in tukaj potem si s pomočjo zapisa, ki ga imamo v delovnem zvezku, preberejo, spoznajo svoje rastlinstvo, ki ga imajo v škatli. In v naslednji fazi morajo
za to rastlinstvo narediti eno tako izločitveno zadevo, torej dobijo ovojnice, v kateri imajo klimogram, fotografijo in opis temperature in količine padavin, ki se nanaša na njihovo rastlinstvo, in še za eno zraven. Torej, s pomočjo besedila, ki ga imajo v delovnem zvezku, fotografije, ki je tam drugačna, klimograma, ki je tam drugačna, se oni odločijo, torej, kaj bodo od teh izbrali za svoje rastlinstvo in to prilepijo s tistim patafixom na en tak A3 list in ustvarijo v bistvu nek plakat, mini plakat za svoje rastlinstvo in zraven morajo še dodati njihovo razmišljanje o možnostih za življenje na tem območju, kjer se srečujemo s tem rastlinstvom na podlagi značilnosti, ki jih imajo v klimogramu in morajo ta svoj odgovor utemeljiti. Tukaj, preden grem naprej, bi vam rada samo še pokazala, kakšen je tukaj zapis v samostojnem delovnem zvezku. Samo da gremo na pravo stran. Okay. Takole tukaj izgleda, torej oni imajo v takih okvirčkih zapisana rastlinstva, opis rastlinstva in pa tudi značilnosti območja in kakšne so možnosti za življenje, imajo tudi tukaj notri nakazano, s tem, da fotografije so drugačne od tiste, ki jo imajo v skupini in tudi klimogrami so drugačni, vendar primerljivi, da lahko tole naredijo. Torej, pomagajo si s temle. No in potem v zadnji fazi, torej sedaj ima vsaka skupina narejen plakat za eno rastlinstvo od vseh, ki jih imamo v zmerno toplem pasu. In v zadnjem delu ure, če recimo tukaj rečemo, takole, da je to bilo skupina sredozemskega rastlinstva, katere so pravilne rešitve, to se nahaja sedaj na plakatu in v zadnjem delu ure gredo skupine po postajah, to pomeni, da se premikajo po mizah, kjer so prej sedele prvotne skupine, potipajo rastlinstvo, naredijo zapis v zvezek, pogledajo, kaj so napisali glede pogojev za možnosti za življenje, dopišejo, če bi kaj še sami dodali. Skratka, na koncu gredo vsi skozi vse 4 rastlinstva. In potem se seveda ura zaključi, ker je 45 minut res natempirano, ampak se izide časovno. Tukaj potem v delovnem zvezku pa ponuja tudi povezave, s katerimi lahko potem ali na koncu te ure, kolikor čas to omogoča, ali pa recimo kot uvod v naslednjo uro, imamo tukaj povezave, ki nekako prikazujejo pač območje, torej spet neko avtentičnost, ki nam jo pa omogoča tehnologija, ali je to znotraj Google, ali so pač druge. In na tak način, torej ne samo na fotografijo, ampak dejansko se postavijo v neko pokrajino. Torej so povezave notri že naložene, tako da učitelju ni potrebno brskati in iskati teh zadev, ampak imamo že predloge za to pripravljene. Takole, to je bil sedaj en primer te avtentičnosti, ki jo lahko zagotovimo v učilnici, seveda ne tako, kot če bi bili v pokrajini in si pogledali vse te tipe rastlinstva, ampak prav pri teh vsebinah je to nemogoče in zato moramo najti neko alternativo, s katero vseeno otroci na drugačen način to doživijo, ne samo z nekim zapisom ali pa z nekim poslušanjem, ampak tudi z nekim čutilom, ki sicer ni tako pogost, da bi ga uporabljali pri pouku geografije, pa se da. No, če se premaknem k spremljavi, se mi zdi zelo pomembno, da je spremljava obrnjena od učenca k učitelju in ne od učitelja, ki mora spremljati učenca, ampak v prvi vrsti je zelo pomembno, da to odgovornost zavedanja svojega napredka, znanja, dosežkov predamo na učenca. Učitelj je tisti, ki to spremlja potem v drugi fazi, predvsem z namenom, da potem
lahko dodeli, poda tisto oceno, ki jo otrok potrebuje. Torej, v tej fazi spremljave vam bom pokazala nekaj primerov in sicer se bom navezala na tisto, kar sem na začetku povedala, torej glede standardov znanja in vračanja nazaj in dopolnjevanja k odgovorom. Potem primer učnega lista, to bom se navezala na to, kar sem sedaj predstavila za zmerno topli pas. Predstavila vam bom interaktivne naloge, ki jih imamo pripravljene na portalu Učim se in s katerimi lahko učenci samostojno delajo doma, hkrati pa jih lahko zelo učinkovito uporabimo tudi pri pouku. In pa možnosti so seveda, da obvladamo te zadeve, spletne vprašalnike in na tak način tudi učitelj lahko dobi eno tako celostno povratno informacijo naenkrat, torej sumativno za cel razred. Torej, če najprej se preselimo v tale portal, do katerega imajo dostop tako učenci kot tudi učitelji in ga lahko uporabijo pri pouku. Torej, učenci tukaj zbirajo cekine, rešujejo naloge, napredujejo v različne stopnje. Tukaj recimo, če pogledamo najprej, prej smo imeli klimogram, torej ena taka vaja, kjer morajo prenašati in s tako nalogo lahko recimo začnemo ali pa vmes med uro ali pa na koncu ure zaključimo in na en drugačen način utrdimo neko znanje. Ali pa recimo tukaj naloga, ki se navezuje na tale zmerno topli pas, ki smo ga sedaj pogledali, ki recimo prikazuje čisto nek drugačen način razmišljanja, torej spet gre za izločevalno, pa mogoče vizualno malo bolj privlačno, kar lahko recimo nekaterim učencem v razredu ustreza in bi zato lahko tukaj recimo lažje sodelovali. Torej, početi je potrebno balonček na fotografiji, ki ne sodi v zmerno topli pas. Tukaj v tem portalu ste videli, tu je samo za poglavje toplotne pasove en velik nabor takih interaktivnih nalog, drugače pa je za vsako poglavje, tako za vsak razred, tudi naprej so te interaktivne naloge, ki jih lahko res na tak hiter, učinkovit način znotraj ure uporabimo oziroma učence spodbudimo, da s tem utrjujejo svoje znanje pač doma. Če se sedaj premaknem na tisto, kar sem prej prikazala, torej zdaj bom šla skozi to dvoje, torej vračanje k ciljem. Tukaj je ta aktivnost, ki sem vam jo na začetku predstavila pri standardih znanja, torej spet smo pri teh poudarkih, torej ko smo mi končali s to obravnavo v zmerno toplem pasu skozi to avtentičnost, torej otroke spomnim, gremo k vprašanju, kakšno rastlinstvo uspeva v posameznih toplotnih pasovih, dopolni odgovor tako, da zapišeš rastlinstva, ki sodijo v zmerno topli pas. In dejansko na koncu obravnave morajo imeti učenci v zvezku en tak povzetek v obliki odgovorov na ta vprašanja, ki so v delovnem zvezku nastavljena. Lahko nekateri imajo res tisto, kar je minimalno, nekateri si naredijo več, nekateri si še kaj sami dopolnijo, takih je bolj malo, ampak večina otrok naredijo vsaj tisto, kar je osnova in sistem naredijo na strukturo, iz katere se potem lahko pripravljajo naprej na ocenjevanje. Torej, tukaj je zapis, ki ga otroci potem dodajo k tistemu vprašanju, torej predtem je bil vroči pas in potem sledi še za mrzli pas zapis. Potem recimo pri naslednji uri otrokom dam učni list, s katerimi v bistvu preverimo, kako so usvojili cilje, ki so bili zastavljeni, torej s tistimi škatlami in s tistimi
skupinami. Ne? In začnemo z zelo preprostimi zadevami, torej da iste fotografije, kot so jih imeli v skupinah, torej tukaj v besedijo, rastlinstvo skozi njih. Potem imamo tukaj na višjem nivoju zastavljeno torej možnosti za življenje in predvsem tale utemeljitev. Ne? Torej stvar, ki je ne pričakujemo od vseh učencev in to je tudi povem. Pač to morajo vsi poimenovati, minimalni standard in tukaj naprej za tiste, ki bodo pri pouku uspešnejši. In tako se potem tudi sami lažje znajdejo, ker sami pri sebi vejo, dokje nekako in gredo zadeve, bom tako rekla, in potem se lažje ustavijo, ok, jaz bom se najprej to naučila, pa potem bom videla, če bom zmogla še naprej. Ne? Ampak vejo, jim je zelo jasno vsakič, kaj je tisto, kar je res za osnovno in kar morajo čisto vsi poznati. No in tukaj recimo še en tak drugačen vidik, to je tudi naloga, ki je notri v Učim se, torej za učenci tole dejansko tam v portalu povezujejo. Jaz sem jo potem tukaj dala še na učni list, da jo imajo tudi zapisano, ker morajo potem še podčrtati podnebno značilnost, torej prepoznajo v zapisu tudi podnebno značilnost. Eneja. Ja, povej. Samo trenutek, učim se. Ja. Učim se govorimo, ne o učim te. Učim se, ja, učim se. Ja, tako. Učim te je v bistvu za učitelja, ki tam je ta interaktivni učbenik, medtem ko učim se so pa interaktivne naloge za učence, ampak jih uporablja tudi lahko učitelj pri pouku. Ok, zadnja zadeva so še dosežki in tukaj se zdaj srečujemo s tem izzivom, kako ocenjevati, kaj ocenjevati, razlike so v znanju in tako naprej. Torej, ne bom razpravljala o tem, kakšne možnosti imamo, bom pa pokazala način, s katerim ne zdaj, letos na novo, ampak že vsa leta, odkar pač poučujem, z učenci v 6. razredu pridobim zadnjo oceno. In sicer s projektno nalogo, ki se navezuje na te toplotne pasove, pa jo bom sedaj delila v Wordovem dokumentu in jo tako na hitro predstavila, tako kot eno možnost. Projektna naloga na prvi pogled izgleda kot en test, ampak ni test, zato ker jo učenci rešujejo izključno pri pouku in pri tem uporabljajo lahko čisto vse, kar imajo na voljo. Torej od učbenika, atlasa in seveda tudi dostopa do svetovnega spleta. To pomeni, da imajo vsi učenci pri sebi tudi tablični računalnik. Torej, naloga je zastavljena na različnih taksonomskih stopnjah skozi cilje. Spet imamo tukaj cilje, ki izhajajo iz učnega načrta. Torej, najprej so minimalni standardi, torej jaz jih označujem v nalogi z zeleno barvo, zato da tudi otroci vedo, katere so tiste naloge, ki so po domače povedano za 2, in potem se najprej lotijo teh in na to nadaljujejo z ostalimi. Torej, minimalni standard je, da na zemljevid vrišejo te vzporednike, da pobarvajo toplotni pas, kaj pač enkrat rečem severno, enkrat rečem južno, od našega ime naredijo legendo in katero rastlinstvo je značilno za toplotni pas, ki ga je tam zapisal in ga morajo opisati. In ker imajo pri sebi seveda vse stvari, gre izključno za pridobivanje nekih informacij iz nekih virov in za prenos konkretno v to projektno nalogo. No in potem tukaj se pa začne drugačna zgodba. Učencem dam 2 klimograma iz povsem 2 različnih toplotnih pasov in potem oni morajo te klimograme znati prebrati, znati interpretirati podatke, znati ovrednotiti, kakšno je tam življenje, kako se spreminjajo podnebne značilnosti znotraj klimogramov, to primerjati, analizirati, podnebne dejavnike navesti, zapisati ime rastlinstva, tukaj recimo si izberejo za 1 kilogram, tisti, ki jim je bližnji, možnosti za življenje, dejavnosti človeka, ki so tam značilna, in s tem se potem naloga zaključi. Torej, oni te 3 strani dejansko izpolnjujejo pri pouku in zato si vzamem čas 3 šolske ure. Zato
ampak da to naredim, seveda otroke že predtem pripravim na ta način pisanja s predhodnimi učnimi listi oziroma izhodišči, zato da ta način ni nov, ampak gre samo za nove informacije, ki jih morajo pridobiti in unesti v nekem kontekstu. Ko sem se prvič tega lotila, iskreno povedano, sem imela občutek, da bodo ocene predobre, potem pa se je izkazalo, da so imeli v bistvu otroci izjemne težave in so bile ocene zelo slabe. In jim je bilo to dejansko zelo težko. Tako da sem potem se res v naslednjem letu zelo zverzirala, da sem jih na to pripravila. Pač prvič sem mislila, da to obvladajo, da jim bo to lahko, ampak ne znajo iskati informacije, se ne znajdejo, ne znajo interpretirati. Tako da ja, do tiste dvojke recimo, da vsi pridejo, ampak recimo ne prav vsi, potem pa naprej so pa zelo velike razlike med učenci. Tako da to je en tak učinkovit, bom tako rekla, način pridobivanja neke ocene, s katerimi otroke ne ocenjujemo samo, oziroma sploh ne ocenjujemo poznavanje podatkov, ampak ocenjujemo, kako podatke pridobijo, kako si pri tem pomagajo in predvsem, kako jih znajo interpretirati. To je tisto, kar je pomembno, kar bodo potrebovali tudi za naprej. Ker podatke vemo, da danes jih dobimo hitro in vse povsod. Takole. No, zdaj pa za konec samo še en tak, bom rekla, povzetek tega, kar sem danes predstavila skozi gradiva, ki jih imamo oblikovana za pouk geografije na Mladinski knjigi in s tem, kaj že v bistvu ta gradiva sama po sebi ponujajo, zato da lahko spodbudimo tako otroke kot tudi učitelje pri samem načrtovanju, da je pouk učinkovit in hkrati, kje so možnosti oziroma kje ponuja možnosti za neko avtentičnost. Torej, če najprej grem na to avtentičnost, imamo v samem tem samostojnem delovnem zvezku, torej na portalu za učitelje, Učim te, imamo ponujene video vsebine, s takimi ikonicami jih prepoznamo, potem imamo ponujene številne povezave, no sem vam prej tudi pokazala, torej že neka pripravljena izhodišča, torej da učitelju ni potrebno iskati nekih svojih poti in seveda avtentičnost s številnimi fotografijami, ki jih samostojni delovni zvezek oziroma učbenik vsebuje. Kar se pa tiče učinkovitosti, če govorimo na ravni učencev, ne samo, da imamo tiste začetne poudarke, imamo tudi rubriko za vsako učno enoto, predvideno vprašanje v obliki, torej cilj v obliki vprašanja, recimo tukaj konkretno izvedel bom, kakšne so podnebne značilnosti v zmerno toplem pasu in potem spodaj na koncu strani je odgovor na to vprašanje. Tako da je otroku jasno, kaj je bistvo, torej tisti minimalno znanje v posameznem učnem sklopu, torej ima postavljeno vprašanje in hkrati na to vprašanje že odgovorimo. In na enak način si lahko učitelj zastavi še nekaj vprašanj in doda taksonomijo in učenci potem odgovorijo torej tudi na nekoliko zahtevnejša vprašanja oziroma cilje, ki si jih učitelj zastavi. Potem imamo rubrike, s katerimi motiviramo in preverjamo predznanje, torej spodbuda preverja predznanje, torej te spodbudi, da razmisliš, kaj o tem že veš, torej vsako poglavje se začne s to spodbudo in hkrati imamo drobce za radovedne, ker je tisto nekaj drugačnega, nekaj, kar je mogoče nekaj več, kar lahko marsikoga tudi motivira. Aktivnosti, ki so ponujene v samostojnem delovnem zvezku, so ponujene seveda v prvi vrsti skozi naloge, ki so zastavljene na različnih taksonomskih stopnjah, na različne načine, tudi torej se ne ponavljajo po istem vzorcu. Dejavnosti imajo dejansko zapise nekih učnih aktivnosti, ki jih mora seveda učitelj potem izpeljati, ne otroci sami, torej ideje, kaj lahko učitelj pri tistih učnih enotah z učenci naredi.
in pa ta portal Učim se, ki je v prvi vrsti namenjen učencem, vendar ga lahko tudi uporabljamo za utrjevanje, motiviranje pri samem pouku. In to, kar sem vam čisto na začetku pokazala, torej te začetne strani, ki so v bistvu nekako nastavljene skozi princip formativnega spremljanja, torej celostno preverjanje znanja ali pa tako kot reče gospa Peršolja, stopna kartica in zapisani standardi znanja na učencem razumljiv način. In pa na koncu, torej vsako poglavje se pa konča z povzetki, ki so napisani na dva različna načina, torej ključne misli, kjer je strnjen povzetek, izvedel sem, kjer so nanizani vsi odgovori na tista vprašanja, ki so zastavljena pri samih enotah. Nabor podamo vprašanj in izhodišč za utrjevanje in pa tudi za raziskovanje, torej za tiste, ki želijo nekaj več, in ponujamo tudi en tak obrazec za samo evalvacijo strani učencev. Tako, in zdaj bi jaz odprla razpravo, vidim, da je nekaj vprašanj v chatu, pa če ima kdo mogoče tudi še kakšno vprašanje, lahko na glas vpraša. Tako da predajam besedo vam. Če ima mogoče kdo kaj za dodati, lahko tudi poveste kakšno svojo izkušnjo, kako se srečujete v tem trenutku, ali pa zapišete, kje so največje težave, kako bi si lahko pomagali. Takole. Zdaj, če bi kdo želel kaj vprašati, povedati, vas kar vabim, da si prižgete mikrofon, pa spregovorite. Mičo, boš ti kaj povedal še? Ne, vse je bilo zelo lepo, saj si vse povedala. Čakam, če bo kdo kaj vprašal. Izgleda, da je že ura malo naporna, ne. Hotel sem samo to dodati, da v bistvu ta struktura učbenikov se pokazala kot dosti uspešna ali pa zelo uspešna in smo jo uspešno prenesli tudi na razne nivoje srednjih šol, kjer pač zdaj gradimo to vertikalo in recimo ravno kar delamo učbenik za Slovenijo za 4. letnik in sta dr. Natek in dr. Ogrin mirno prevzela te zadeve, ki si jih ti zdaj razlagala, celo ilustracije, čeprav se nekaterim zdijo odvečne, celo ilustracije bomo imeli še vedno noter, kar pomeni, da ne glede na to, ali si star 12 let ali koliko že, ne, ali pa 19 ali 18 let v 4. letniku, recimo je ta struktura očitno dosti dinamična in še vedno dosti resna, da ni preveč otročja, da jo kar vlečemo od 4. razreda družbe do 4. letnika srednje šole skoraj 10 let, recimo, ne, gledano po času šolanja. V redu, lepo. Zdaj vprašanj zaenkrat ni. Ne. Zdaj, če ni resnih vprašanj, ura je pa približno 3, se ti jaz iskreno zahvaljujem, tudi vsem sodelujočim oziroma slušateljem in se še kdaj vidimo v živo. Raje kot samo po televiziji. Tako, jaz bi se tudi rada zahvalila vsem, ki ste se lahko udeležili, kljub temu, da ura vem, da ni najbolj posrečena, ker ste še v šolah in v razredih, ampak verjamem, da si boste posnetek tisti, ki jih danes ni, da si ga bodo pač ogledali z zamikom. Tako. Hvala lepa vsem in lepo popoldne.
Lep pozdrav. Nasvidenje.